Živijo. Danes sem povabila na kavico Laro Štrukelj iz Farmageje. In sicer mi smo se tako malo povezali, zato ker si želimo več intimnega ženskega zdravja. Jaz z Lalikapom, oni z Vidermino in z vsemi temi izdelki za intimno higieno. In sem jo pravzaprav z veseljem povabila, da nam majčkeno več pove o sami problematiki, ki je zares pereča tema vsake ženske v rodni dobi ali pač nasploh. Ampak sploh se bova pogovarjali danes bolj o tej rodni dobi. In seveda nas matra vnetje, suhost, razno problematiko imamo, ne? In jaz mislim, da bi bilo kar dobro malo prisluhniti, ne? Živijo. Tako da jaz predlagam, da se kar malo predstaviš. Zdravo, sem Lara Štrukelj, prihajam iz Farmageje in sicer vem veliko o naših izdelkih, pa tudi nasplošno mogoče o tej temi. Tako da v bistvu ženske smo veliko bolj nagnjene k kakšnim neprijetnim, ali vnetjem, ali kakorkoli nekim občutkom na intimnem področju, kakor moški, začne se pa v bistvu že zelo zgodaj. Zdaj v bistvu imamo tudi tako recimo izkušnje s kakšnimi deklicami, da imajo že zelo zgodaj lahko težave, potem, ko pa pač pridemo enkrat v puberteto, je pa v bistvu praktično skoraj vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sreča z nekim vnetjem, zdaj pa takšnim ali drugačnim. Bolj kasneje, če ne prej, lahko recimo v nosečnosti ali pa potem v menopavzi pa pride v tisto suhost, v suho sluznico in temu posledične potem težave, srbečice, tekočine in tako naprej. Tako da je kar pogoste imamo težave. Ja, jaz imam recimo tudi TikTok, objavljamo malo na TikToku in tam me punce velikokrat sprašujejo glede vnetij, glede belega toka, res jih veliko zanima. In pa seveda to vnetja se zelo hitro ponavljajo in pojavljajo in ponavljajo, no. In je prav, da govorimo o tem, sploh še vedno vsaka ne bo niti povedala, malo skrivajo in tako naprej, ker je vse to intima. Prav pa je, da pač se malo o tem pogovorimo in kako bi v bistvu mi si lahko pomagali sami. To je pa predvsem najbolj pomembno, ne. Problem je tudi, se mi zdi, da je to še vsem tabu, sploh mogoče pri kakšnih pubertetnicah in pol ponavadi tista vsa prva vnetja se kar vlečejo, ker pač ali se ne upajo povedati, ali pač ne vejo niti, da je sploh kaj narobe, tudi ponavadi prvi ginekološki pregled, sicer mislim, da je priporočen pred prvim spolnim odnosom, ampak iz večine lahko sklepam, tako kakor slišim, da je to šele daleč po prvem spolnem odnosu, tako da v bistvu se ženske sploh ne poznamo. Tudi mogoče zadnje čase se mičkeno več o tem govori, da se lahko tudi z mamicami pa tako malo bolj konkretno, ampak vseeno, so neki odnosi, ki pač so mogoče, da je ta tema še vedno tak, da smo zadržane, da se ne upamo. Google pa marsikaj pove, marsikaj narobe pove in je pa tudi težko prave informacije iskati med samimi posamezniki, recimo med prijateljicami, je pa spet potem to, se zaide daleč kam v kakšno, ne vem, parfumiranje in deodoranti, zadeve. Tako da hvala Bogu, da te imam zdaj tukaj, da bomo ljudje to zdaj razložile, kakšna je razlika med vaginalnim vnetjem, glivičnim in pa bakterijskim. Vnetij je več različnih, tako v bistvu splošno lahko rečemo vaginitisi pa vaginoze, vaginitisi so tudi pač glivične, vaginoze so potem bakterijske, poznamo še nekatere druge, tudi kakšne druge, jaz zdaj nisem ginekolog, tako da jaz to v bistvu bolj samo lahko povem, pa pač pri ginekologih se pozanimajte. Recimo trihomona še obstaja, to je v bistvu neka živalca, kako naj rečem. V glavnem, če gremo na kar te najbolj pogostejše, so pa glivične ali pa bakterijske. In sicer bakterijsko vnetje je približno 60% predstavlja vseh vnetij, ki jih pač so zabeleženi, kako naj rečem, splošno, potem za glivično je pa tam 10 do 15% v ženski v rodni dobi, oziroma nosečnice pa kar 20 do 40% nosečnice v bistvu imajo težave z glivicami. Zdaj, kaj je razlika? Tako res laično bom rekla, se pravi, če srbi peče nek skutast tak izcedek, bolj gost, ponavadi gre za neke glivice, vonj niti ni lahko napačen, ampak vedno so to, pač vsaka ženska ima svoje stvari, pri vaginozi, se pravi pri bakterijski okužbi, je pa ponavadi prisoten neprijeten vonj. Pol je pa tudi odvisno pač od ženske, kaj je, ali je zraven še kaj, kakšna pač
neprijeten občutek, ni pa nujno. Dostakrat se zgodi, da ni nič, samo neprijeten vonj in potem je težava. A gre lahko kdaj za oboje? Mislim. Ne vem, iskreno. Ja. Verjetno, da ja. To je treba se kar pa. Ja, verjetno, ja. Okay. Ampak vseeno je priporočljivo iti k ginekologu, recimo, če se kaj sploh pri prvih vnetjih, ko ženska se pravi nekave, recimo da v puberteti se ponavadi prvič srečamo s takimi stvarmi, takoj, ko nekaj ni normalno, se pravi, da se nam nekaj zdi čudno, lahko da nič ni čudno, vse, gremo pogledat, gremo se preveriti, gremo se pokazati, pa potem ginekolog pove, ali je ali ni, ponače bris vzamejo, da je pač ta informacija potem 100%. Mogoče pa ženske, ki pa so recimo že šle čez določena vnetja, že približno točno vejo, kaj jim pomaga, na tak način, takrat pa recimo, da si lahko začnemo sami pomagati. Vedno je pa tako, kot pri vseh stvarih, boljše preventiva kot kurativa. In zdaj pa kaj lahko mi tle same naredimo, da se bomo čim bolj počutili, oziroma da do vnetja ne bi prišlo, so pa v bistvu že te, mogoče so že zlajnane stvari, ampak vseeno se mi zdi, da jih ne slišimo. In tudi pubertetnice jih ne slišijo. Tako, ker recimo ta angice pač, če žene bojo bombažne, da diha, recimo. Pa kopalke preoblačati, pa da se posušijo, v bistvu nikoli ne sme biti vlažno pa toplo. Ker če je vlažno pa toplo, je že problem, Tudi kakšne tiste pajkice, ali pa te, kako ne rečem, kratke šorce, bicycle shorts, ki so moderne za po fitnessih, to je vedno tisti material, Tako da to odsleč, posušiti, stoširati se, intimno milo, tudi tega se kakšne bojijo, ker spet Google je pač ima veliko informacij. Ko smo v rodni dobi, je ta kisu, se pravi, mora upoštevati naš kisu pH, ker ko je pH, se pravi, uravnovesen, oziroma kisu, pri ženski, potem je optimalno, da so lahko dobri mikroorganizmi, da jih je veliko, pa ta slabih, da je čim manj. Vedno je pa v bistvu neka kombinacija. Kaj pa v bistvu obstajajo od izdelkov za preventivo? Kako? Sicer se ni treba zdaj vse izdelkov pokazati, ampak približno, kaj si lahko, recimo, naprimer, da imam jaz vnetje in bi šla v lekarno in kaj bi recimo rekla v lekarni, da naj mi dajo, recimo? Pri nas, se pravi, pri Vidermini imamo fajn, zaradi tega, ker naša celiksta zelena linija deluje tako na glivice kot bakterije. Tako da ponavadi, ko je neko vnetje, mi vedno rečemo ta zeleno linijo globule, ker vedno vnetje je nekje od oznotri, tudi če se ozunji peče srbi, pač ponavadi je tudi že noter vse, pač lahko je prisotno vnetje, tako da potem pač na globule. Načeloma kot preventiva, kaj pa lahko prej, recimo, da bi radi si nekaj kuple, pa nekaj delale, ena recimo med opcije tudi vaš lalikap, se pravi, da prešaltajo iz nekih mogoče, ne vem, bolj poznanih tudi, mladim ljudem, se pravi, izdelkov pri menstruaciji, za preprečevanje, se pravi, da bi bile vse krvave, da prešaltajo na lalikap, se pravi, da na tak način si pomagajo, potem pa intimna mila, tako kot sem rekla, pač primerna, da upoštevajo kisu pH, še vsem so izdelki v lekarni, pač mogoče malo več kliničnih raziskav imajo v ozadju, tako da je v bistvu vse, kar obljubljajo, pač je preverjeno, da se lahko deklarira, vedno je moglo v ozadju 1001 študija se zgodi, da so pač lahko to napisali. Tako da v bistvu informacije iz pravih smeri povleči. Pa z ginekologom se pogovarjati, seveda. Kaj se še da narediti, tako. Super. Ponavadi potem pride tudi do suhe nožnice, ne? Kaj pa lahko tam naredimo? V bistvu do suhe nožnice pa ponavadi lahko pripelje, se pravi, ali v nosečnosti, lahko tudi zaradi kakšnih drugih, recimo zdravil, kakšna so zelo poznana, da tako v bistvu sušujejo sluznice vse na telesu, kot tudi pač potem intimno sluznico, ali pa potem v menopavzi se pa že veliko žensk s tem srečuje, V bistvu estrogen pada, sluzi je vedno manj, vse se tanjša, poveša, tako da je pa potem velikokrat pekočina ali pa recimo srbečica, v bistvu srbež, bom se popravila, prisotna glih zaradi suhosti. Ženske pa mislijo, da je vnetje. Srbi me peče, prej me je skozi pekla srbel, ker sem imela primer glivice in potem kupujejo razne stvari, da si pomagajo pri vnetju, v bistvu pa za vnetje sploh ne gre. Gre za suho sluznico. Zdaj pa izdelek, če ponuja zraven še neko vlaženje, lahko da bo mogoče pač trenutno pomagal, ampak vlago je treba potem konstantno dodajati taki sluznici, oziroma neke sestavine, ki stimulirajo tvorbo sluzi ali pa jo imitirajo, da pomagajo. Tle so pa razni lubrikanti, zdaj govorim v disparneuriji, se pravi v bolečih spolnih odnosih, se z lubrikanti pomaga, drugače na splošno so potem razni vlažilni geli,
Veliko imamo tudi pri nas Lubripiu, Vidermina Deligin, naprimer za menopauzo, Fitormil za menopauzo, da se pa potem blaži zraven. Tudi čistilna mila, ki so poleg čistilcev zraven, tudi v bistvu neke hialuronske, da zraven še dodajo vlago, tako da se potem na tak način pomaga. Je pa ponavadi tako, da potem je pa to treba primer, zdaj govorimo o menopauzi, od danes pa do konca. Se pravi, pač vlažiti dodatno. Ni tako, da se nekaj uporabi in pol je konc in pol smo vlažne in čau, ne. Aha, ni res, recimo od kakšne tabletke. Ne, žal ne. Če gre za neko, se pravi, ne vem, primer tablete, da imamo zaradi tega suho sluznico ali pa neko nosečnost, se pravi, to je minljiva situacija, se vrne back to normal, ne. Ko je pa tle enkrat menopauza, pa v bistvu je konstantno treba pač nekaj pomagati. Se pravi, dodatno vložiti, dodajati nekaj. A ne ni, da namažeš pa v redu, pa smo zdrave, pa čau. Viš, kaj me še zanima? Obstaja dve vrsti vnetij, pravzaprav glivičnih vnetij. Eno je, da se ti zgodi enkrat v življenju, vsaki ženski, normalno pač glivično vnetje, nekako preživiš. Ampak druga vrsta vnetja je pa, da se ti to skozi ponavlja in da se ne moreš znebiti in vsako menstruacijo dejansko dobiš vnetje. Kako lahko malo preprečimo tem stvarem? V bistvu gre za isto vnetje, samo da so nekatere ženske veliko bolj nagnjene, da imajo pač smolo, ali kako ne rečem, da mogoče imajo bolj občutljive sluznice, bolj pač nagnjeno k porušenem ravnovesju in posledično pač glivicam, oziroma glivičnem vnetju. In te imajo pač smolo, to drugače ne gre. In zdaj, kako pa je za njih, kako njim olajšati, se pravi, poleg tega, da se probajo čim dalj časa oziroma čim večkrat držati vseh teh pravil, se pravi, da ne nosijo tangic, da je bombažno perilo, da si menjavajo kopalke, da razmišljajo o materialih, ki jih dajo pač na to področje, tudi ponavadi kakšni vložki za nalepati, že to je pač problem, ker v bistvu se naredi bariera, tako da tle gremo v bistvu recimo lalikap, da prešaltajo, tako da res za te osnove najprej poskrbijo, potem pa tem res ponavljajočim si pa lahko pomagajo, mi imamo pač neko kuro, pri prebiotiku, se pravi, najprej mora biti vedno ženska zdrava, se mora vnetje pozdraviti, se pravi, gre ginekologu, dobi ali zdravila, ali si pomaga s Celix linijo, z Vidermino zeleno, se pravi, da se pozdravi, da je vnetje se konča. Ko se konča, potem mora začeti uporabljati pravilno čistilno intimno milo, lahko tudi že med samim zdravljenjem oziroma terapijo, in sicer kisel pH in da se spodbuja pozitivna mikroflora. Se pravi, prebiotika je hrana za laktobaciluse, te dobre mikroorganizme, ki jih imamo, jih lepo nahranimo, se oni razmnožijo, lepo potem proizvajajo tisto mlečno kislino svojo, ki potem posledično nekoč negativno vpliva na bakterije, da je teh čim manj, oziroma tudi glivic, da se vzdržuje kisel pH, zaradi tega intimno milo, lahko si pa v bistvu se pravi naredijo kuro. Mi imamo prebiotik globule in sicer 10 jih je v pakungi, in uporabijo po menstruaciji 10 dni, 3 mesece zapored. Kako pa veš, kdaj si res čist zdrav, glede na to, da si, ne vem, daš te globule noter, da pozdraviš svoje vnetje, ampak ti se čisto dobro počutiš, vse je pa noter še nekaj se dogaja z vnetjem. Kako veš, kdaj si res čisto zdrav? V bistvu to bi lahko potrdil samo ginekolog, se pravi nek pregled pa nek bris, da bi bilo to za 100%, drugače mi vedno svetujemo, se pravi, da vsaka terapija se izvede do konca. Do konca. Če primer imamo izkušnje, da smo neko terapijo že naredili, pa da ni pomagala, ali zamenjamo terapijo, ali pa po tej terapiji sledi nekaj, kar bo preventivno potem pomagalo. Izdelki so ponavadi vedno se ločijo. Ko je težava, preventiva. In se pravi, če smo izkušnjo, da smo enkrat to že probali, pa da je potem bilo spet nazaj, poskusimo potem, da nadaljujemo s preventivo. Primer, najprej se pozdravimo, porabimo te globule za vnetje, potem, ko se pozdravimo, gremo pa na globule za preventivo. Se pravi, da podaljšamo ta proces, ko v bistvu nožnica oziroma sluznica, cel ekosistem, dobiva neke sestavine, ki ugodno vplivajo na pozitivno floro, pa negativno na pač slabo, Tako da v bistvu na ta način. Čist kdaj pa smo zdrave, pa po koncu terapije bi mogle biti, pa si lahko še malo pomagamo, drugače pa je tako obisk pri ginekologu, ki bi to potrdil. Je super, najlepša hvala za vse skupaj. Prav zanimivo je bilo. Upam, da te še kaj povabim na eno kavico. Ja, hvala za povabilo.
pa upam, da bomo čim več mlinska mogoče odprli oči, pa da pač preizkusijo, a ne pa da mogoče boljše zaživijo, da jim spremenimo življenje na bolje. Tako mi, kot tudi pač vi. Tako, ja. In upajmo, da bomo se čim bolj lahko pogovarjali odprto v takih zadevah, ker je to res najbolj pomembno. Ja. Tako da, živaj, ne? Ja, hvala enako. Čau! Dio!